Na 6. seji skupščine Gospodarske zbornice Slovenije je bil magister Samo Hribar Milič s 65 od 71 glasov ponovno izvoljen za predsednika GZS za naslednje dveletno mandatno obdobje. Predvsem moramo zagotoviti, da bo gospodarstvo vplivnejše, se pravi, da bomo močnejši pri spreminjanju slovenskega poslovnega okolja, predvsem pa na tem področju pogrešamo in se bomo zato prizadevali za več pravne države. O tem, kateri koraki so v pripravi za razdolževanje podjetij in zakaj sta na posvetu z naslovom Kako pametno razdolžiti podjetja, uvodoma spregovorila namestnik guvernerja Banke Slovenije, magister Janez Fabijan. Jasno je, da bomo mi lahko ukrepali le, če gre za celovito prestrukturiranje, če je dejansko do take stopnje prestrukturiranja, kjer se denarni tokovi potem bodoči izboljšajo oziroma so najmanj taki, kot morajo biti predstavljeni predhodno po programu prestrukturiranja. Ter dr. Senko Pličanič, minister za pravosodje Republike Slovenije. Torej, pripravljamo zakon o sistemski razdolžitvi, s katerim bomo omogočili upnikom prezadolženih slovenskih podjetij, da v takšna podjetja intervenirajo precej prej, ko nastopi sicer situacija insolventnosti. Na okrogli mizi, ki je sledila, so o izzivih pri razdolževanju podjetij razpravljali dr. France Arhar, direktor Združenja Bank Slovenije, strokovni sodelavec Ministrstva za pravosodje Andrej Simonič, vodja delovne skupine za finančno prestrukturiranje podjetij pri Združenju Menedžer Branko Griganovič, odvetnik in poznavalec italijanskega načina prestrukturiranja podjetij Damjan Trpin, predsednik Združenja stečajnih upraviteljev Marko Zaman ter predsednik GZS magister Samo Hribar Milič. Tako kot je zbornica v zadnjem času večkrat tudi povedala, če ne bomo mi zmanjšali razkoraka med besedami in dejanji, predvsem kar zadeva lastniški kapital, jaz ne vidim ta prave rešitve. V maju so z delom nadaljevali tudi slušatelji Akademije Inteligentna prodaja, ki je v 3. in 4. modulu govorila o komunikaciji v prodaji ter o prodoru na tuje trge. Pa tudi fajne, ki so zelo različnih gostje z različnih področji in se lahko ob tem kar določena nova znanja dobimo. Na GZS je bil podpisan partnerski sporazum o sodelovanju v kompetenčnem centru za papirno industrijo, ki povezuje 20 podjetij in katerega namen je, da naredimo kadrovski oziroma kompetenčni model za celotno panogo, kjer bo jasno razvidno, kje so tiste segmenti usposabljanj, ki manjkajo v panogi. Več kot 80 slovenskih gospodarstvenikov se je udeležilo 2. dneva Afrike, ki ga je organizirala Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve. Plenarnemu delu je sledilo okoli 200 individualnih razgovorov s predstavniki 7 afriških veleposlaništev. Naše izkušnje so načeloma pozitivne, predvsem v zadnjih 2-3 letih, kjer smo naredili kar precejšno rast prodaje in tudi sodelovanje z različnimi afriškimi državami. Med najhitreje rastoča gospodarstva na svetu sodi Južnoafriška republika. O možnostih za gospodarsko sodelovanje med državami so spregovorili gostje poslovnega zajtrka Zborničnega centra za mednarodno poslovanje. Trg njihov je 50 milijonski, ob tem pa seveda južnoafriška podjetja, uspešna podjetja so prisotna na vseh, lahko rečem, podsaharskih trgih, se pravi, da lahko govorimo o 500 milijonskem potencialnem trgu. V okviru 4-dnevnega obiska v Sloveniji se je na GZS mudila manjša gospodarska delegacija iz Ruske republike Tatarstan, ki je na poslovni konferenci predstavila priložnosti za slovenska podjetja в Татарстану. И при более близком детальном знакомстве с промышленным потенциалом Словении, появляются новые направления. In ob tem, ko bolje spoznavamo slovensko gospodarstvo, slovenske gospodarske panoge, smo našli in bomo našli še kar nekaj možnosti za sodelovanje tudi na drugih področjih. Priložnosti se kažejo zlasti na področju avtomobilske industrije, kemične in kovinsko-predelovalne industrije, informacijskih tehnologij in tudi na področju turizma. Poslovna konferenca ob obisku gospodarske delegacije iz Irana pa je pokazala, da je kljub mednarodnim sankcijam tudi sedaj mogoče izkoristiti številne odprte poslovne priložnosti na iranskem trgu. Countries like China, India, Turkey, Korea, who are having a good amount of business with Iran, buying
oil, they have designated banks to do the payment and transfer of money for part of the revenue. Ocenjevalna komisija za inovacije, ki deluje pod okriljem GZS območne zbornice za Gorenjsko, je v začetku leta ocenila vse vloge, ki so prispele na razpis za najboljšo inovacijo gorenjske regije v letu 2012. Inovatorjem so bila podeljena 3 bronasta, 8 srebrnih in 4 zlata priznanja. GZS zbornica Osrednje slovenske regije je na prireditvi Izzivi gospodarskega razvoja na gospodarskem razstavišču v Ljubljani podelila priznanje za inovacije za leto 2012 v Osrednje slovenski regiji. Na razpis gospodarske zbornice Osrednje slovenske regije se je prijavilo letos 19 inovatorjev. Podelili so 5 zlatih, 9 srebrnih in 3 bronasta priznanja ter 2 diplomi.